Torej, gospod Čokl, vaše podjetje je eden izmed letošnjih nagrajencev za energetsko učinkovitost. Pa me zanima najprej, če lahko na kratko pišete v nekaj stavkih, kakšen projekt ste izvedli in kakšni so bili rezultati. Celoten sistem je računalniško voden, optimiran, ravno kar končujemo tudi zadnjo etapo, to je ves čas se računajo glede na cene elektrike, nočni tok, dnevni tok, na ceno vode, na ceno vseh ostalih energentov, računamo in vključujemo tisti energent, ki je v tistem momentu najracionalnejši. Omeniti moram seveda tudi to, da imamo preko 4700 svetil, kot tega jih je 3500 power LED diod, to so svetila, ki porabijo približno 1000krat manj energije kot klasična svetila. Tako da danes lahko samo nekaj povem, da recimo potegnil sem nekaj številk od prvega trenutka, ko smo na primer postavili vodni park pred 5 leti, smo porabljali približno 530 kWh na kvadratni meter na leto, danes pa z vključitvijo celotnega hotela rabimo samo še 128 kWh, to pravi nekaj več kot četrtino, kar je bilo prvotno predvidenega. Tako da mislim, da smo dejansko dosegli maksimum, kar je tehnično možno in seveda se tudi že finančno to zelo pozna. Kako ocenjujete, da slovenski menedžerji energetski ali pač tisti, ki še nimajo tega segmenta v družbah, upravlja s tovrstnimi viri? No, jaz si predstavljam, da imajo pravzaprav veliko težav, namreč vsaka taka stvar, sprememba na boljše pomeni določeno investicijo in velikokrat posebej zaradi še zmeraj dostikrat nepoznanega lastništva seveda ni nikogar, ki bi investiral v to. Se pravi, veliko lažje, če si sam tudi investitor, ker se zavedaš, da bojo te stroški, ki jih vlagaš v nek projekt, pač vrnjeni v 3, 5, 10 letih. Medtem ko pri marsikomu še zmeraj velja tista kratkoročna miselnost za svoj mandat 4 leta, zakaj bi investiral, bom raje prikazoval večje dobičke in zato mislim, da imajo marsikateri menedžerji težave ravno z tega naslova.